Zofija Mazej Kukovič je v Evropskem parlamentu v Bruslju zelo dejavna evropska poslanka. Je predstavnica Slovenske demokratske stranke, ki je vključena v Evropsko ljudsko stranko. V Bruslju je na predstavitvi z naslovom Slovenija dežela zdravja pred kratkim gostila dva uspešna slovenska inštituta ter slovenska podjetja. Mazej Kukovičeva je v nagovoru pozdravila navzoče evropske poslance in ostale udeležence prireditve z besedami. Rast in nova delovna mesta so še vedno prva prioriteta v Evropski uniji. Mi kot politiki imamo dolžnost ustvariti okolje za kreativno družbo ter mala in srednja podjetja. Slovenijo je predstavila kot deželo zdravja. Čeprav Zofija Mazej Kukovič večino svojega časa preživlja v Bruslju, pa je zelo dejavna tudi v Sloveniji. Vse bolj postaja prepoznaven njen projekt Hrana za zdravje in delovna mesta. V okviru tega projekta je 19. septembra 2013 v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani skupaj z dvema strokovnjakinjama in z ekipo Požen Evropo gostila javno tribuno. Spregovorila je o evropskih politikah in o tem, kako med mlade vrniti ljubezen do zemlje, o nujnosti spodbujanja lokalne pridelave in zdravega načina življenja, ter o tem, da je potrebno na tem področju prepoznavati tudi podjetniške ideje in priložnosti. Tokratno srečanje je bilo namenjeno predvsem povezavi med hrano in zdravjem. Danes se premalo zavedamo, v kolikšni meri je naše zdravje odvisno od hrane, ki jo zaužijemo. Posegamo po izdelkih, ki nam jih ponujajo v trgovinah in pozabljamo, da lahko marsikaj pridelamo sami. Kot sama pravi, je znanje moč prenesti v življenje. Tokrat je prvič bila zelo resna priložnost v tem tednu, da sem lahko kot poslanka predstavila gor ta projekt in sicer sem ga predstavila na način, da so prišli iz Slovenije razvojno-raziskovalni inštituti in podjetja mlada, torej start-upi, no in med njimi tudi že taka, ki so že zelo utečena na področju hrane. In vam povem, da je bilo izjemno zanimanje, seveda na koncu tudi kozarček vina, kar pač sodi k takšnim predstavitvam, kozarček slovenskega vina, tako da je bilo navdušenje tudi poslancev iz drugih držav primerno. Rekli ste, da je skrb za zdravje lahko tudi priložnost za zdravo gospodarsko rast. Ja, seveda, saj brez zdravih ljudi ne moremo imeti sploh dobrega gospodarstva, sicer je pa treba tudi iskati vsebine, na katerih bo gospodarska rast, zdrava gospodarska rast. In hrana je gotovo tista, ki lahko rečemo, da lahko pospeši zdravo gospodarsko rast. Še en stavek je bil zanimiv. Slovenija je dežela zdravja. Ali res? Ja, tudi tako sem jo predstavila v Evropskem parlamentu s tem, da sem posebej povedala bolečino, s katero se Slovenija danes primerja z Ukrajino, kajti v Ukrajini so zaprli opozicijsko voditeljico in v Sloveniji ima Janez Janša pred sabo sodbo, sicer še ne pravnomočno, o zaporu. Torej, to je nekaj, kar je v Evropi unikatnega, ne glede na vse, sicer pa Slovenijo predstavljam kot domovino, v kateri si želim, da bi živeli ljudje kvalitetno življenje in da bi živeli z odnosi, ki bi bili pač vzdržni, in Slovenija je lahko dežela zdravja zaradi tega, ker ima mnogo pridnih rok, mnogo zelo bistrih glav, raziskav, znanstvenikov, obenem pa ima zemljo, ki je zdrava, voda, ki je čista in zrak, ki je čist. Seveda ne povsod, takoj lahko preidemo v Ljubljano, na Ljubljanske ulice, kjer vemo, da je delcev, prašnih delcev preveč, ampak ko govorimo generalno v Sloveniji, je pa to še vedno ena izmed bolj zdravih držav. Ta vaš projekt Hrana za zdravje in delovna mesta se že vleče kar nekaj časa, zelo ste aktivni, hodite
kako bom rekla, od kraja do kraja, od vasi do vasi, od vrtička do njive, praktično zelo se temu posvečate. Ali lahko rečete, da že doživljate velike, malo manjše morda, ali pa pravzaprav zavidljive uspehe? Ne, ni da bi bilo to ravno neki veliki in zavidljivi uspehi. Jaz sem zadovoljna z vsakim malim korakom, z vsakim, ki je začel nekaj početi, kar včeraj ni, tudi da ima odnos do svojega telesa drugačen in odnos do svojega prehranjevanja in poleg tega, da se je spomnil, da lahko iz tega, da lahko tudi sam kaj pridela, da zna tudi se s tem samo zaposliti in zdaj je bil gor podjetnik oziroma bila sta fant in punca, ki sta naredila idejo, prelila v posel iz kopriv, ki rastejo za vsakim plotom. Zanimivo je tudi to, da dejansko Evropa daje veliko denarja za kmetijstvo. Kje pravzaprav je tu Slovenija? Ali znamo pobrati ta denar ali ga ne znamo? Jaz nimam natančnih podatkov, ampak generalno lahko rečem, da mi sredstva v Sloveniji ne počrpamo. Da pa zdaj vidim, da jih ne počrpamo tudi zato, ker je treba v bistvu investicije vnaprej investirati, potem je šele pride do povračila iz evropskih virov in enostavno država ima tudi tu omejitve, ker si nima večkrat kje sposoditi, ker vidite, kakšna je situacija v bankah in povsod. In je skupna višina sredstev zelo omejena. Torej, ni tukaj samo denar za kmetijstvo pomemben. Tukaj je pomembna so pravzaprav razvojna sredstva za celo paleto. Kmetijstvo je eden od segmentov in tudi ni nujno, da tisti, ki bo jutri začel nekaj pridelovati, da se že počuti, da mora biti za to kmet. Kot pravim, mi se ne ozremo okrog, da bi sploh opazili, da imamo zemljo. V tem je problem. Tisti, ki jo pa ima danes veliko hektarov, pa sploh da ne ve, kaj bi z njo, je pa sploh hudo. Mogoče še to, k vašemu projektu so se priključile šole in vrtci. Pravzaprav gre tu za tisto vzgojo na dolgi rok. Na to ste pa najbrž lahko ponosni. Ja, to pa je nekaj tako lepega, ko sem uspela še iti v kakšno šolo, zdaj pravzaprav ne morem, ker je tempo v Evropskem parlamentu kar velik. Ampak ko sem bila v šolah, je to nekaj neverjetnega. Veste, ko otroci vedo mnogo več, kot vemo mi, seveda otroci, ki hodijo v te krožke, ki se ukvarjajo s tem, oni ne samo, da znajo posaditi, oni tudi vedo, kako se pripravi kaj in vedo, kako vpliva na zdravje. Torej, cel splet. In enostavno jih je treba poslušati. In imamo 4 leta starega natečajnika, ki ga je očitno mamica prijavila kot natečajnika, so mu naredili doma vrt, in on zdaj to sadi in je in skratka uživa. Slišali smo tudi našo asistentko, ki je povedala, kako je zdaj, ko je rodila, je pa sreča, doma rastejo maline in jagode, ki jih je posadila na vzpodbudo našega natečaja. Zakaj pravzaprav spodbujate ravno te kulture? Česen, ajda, stročnice in jagodičevje? Zato, ker so sicer ne edine kulture, ki so zelo koristne za zdravje, gotovo so pa ene izmed tistih, ki so precej pozabljene, da bi jih sploh še opazili po naših poljih. Drugič pa, da so resnično dokazljivo zelo koristne za zdravje, vsaka zase. In o tem pravzaprav veliko pišejo tudi različni časopisi, revije, tako da to ni danes neka visoka znanost, da bi vedeli, zakaj vse koristijo jagode ali česen ali fižol, ali ajda recimo. In vemo, da tudi ljudje, ki imajo probleme z glutenom, recimo, ker ne smejo običajnega kruha jesti, lahko pa ajdo ga jejo. Skratka, vse to so take pobude, za katere mnogi
sploh niso vedeli. Mnogi sploh ne več, sploh pa ne mlajša generacija. In zaradi tega je to, da mladim pripovedujejo in še dajo kako svojo izkušnjo, zelo v redu. No, še en problem je v Sloveniji, mislim, da se ga je potrebno dotakniti. Slovenska doma pridelana hrana je večinoma bistveno dražja. Žal se tudi včasih pojavlja, da prihaja do zlorab, da na tržnici dejansko vidiš, da tisto, kar prodajajo, ni moglo zrasti v Sloveniji, pa vendarle stane morda dvakrat več kot v neki drugi trgovini. Kako pravzaprav tu uvajati ali kontrolo ali zaupanje, po drugi strani pa omogočiti, da bi lahko tudi, predvsem tudi starejša populacija ali pa otroci, družine z več člani prišli do kakovostne slovenske hrane? Problem je tukaj sledljivosti. Zato je to težko rešiti z eno potezo, ampak vendar mi se tudi na evropskem nivoju ukvarjamo z direktivami, ki striktno opredeljujejo, kako mora biti hrana označena, kje je sledljivost in tako naprej. Ampak goljufije še vedno so. Kot veste, so bile tudi s konjskim mesom goljufije. Goljufije so tudi na področju zdravstva, kjer so recimo ženskam ugrajevali v prsa vsadke, ki niti slučajno niso bili za prsa, silikonaste. In nekatere so celo to morali imeti, ker so imele raka in so jim dojke odrezali. Skratka, hočem povedati, goljufije se vedno tudi zgodijo. Žal. Zato moramo biti prvič sami zelo pazljivi, drugič pa imamo mi inšpekcije za to, da to kontrolirajo. Vemo pa, da to ni kontrolirano dovolj močno in mogoče tudi ne sankcionirano dovolj močno, zato da bi bilo tega praktično minimalno ali pa nič, ne, to bi si vsi želeli, ničelne stopnje goljufij. To je en odgovor, da marsikdo danes, ko je slišal, da če piše eko ali pa zeleno, to so dva najbolj izrabljena, pa zdravo. To so najbolj izrabljeni izrazi. In vse posod je to lepo napisano in potem ljudje pač plačajo. Pa mogoče nimajo denarja niti za, ne vem, za res osnovne potrebščine. Tako da prvič je tu treba biti res zelo pazljiv in na področju regulative treba veliko narediti. Žal pa večjih plač, pa večjih pokojnin, tiste bomo pa lahko imeli, sam če bomo znali več delovnih mest v Sloveniji vzpodbuditi. Torej, po vaše je prostora še dovolj? Prostora je gotovo dovolj in samo vedeti moramo, da je smer to, da je to trend, da je ozaveščanje o vsem tem in vprašanje tega praktično po celi Evropi, da ne rečem po celem svetu, kaj se dogaja recimo na Kitajskem z mlekom in tako in kaj se je dogajalo. Sej to so bile znane zgodbe. Svoje znanje sta udeležencem predstavili tudi Alenka Humar-Košorok, strokovnjakinja za zdravo hrano, zdrav način življenja in mednarodno certificirana učiteljica joge, ter Katja Kogovšek, doktorica medicine z Onkološkega inštituta, enote za klinično prehrano. Humar-Košorokova je udeležencem položila na srce, da je potrebno pri prehranjevanju uporabljati zdravo pamet, kajti na naši slovenski zemlji imamo dovolj virov in še več znanja, da lahko izrabimo to, kar imamo. Zato priporoča dobro, zdravo, doma pridelano zelenjavo. Hrana, prav tako kot telesna vadba, lahko vpliva tudi na naše počutje, še več, oboje nas lahko vsak dan oplemeniti. Katja Kogovšek, doktorica medicine z Onkološkega inštituta, je v daljšem predavanju poudarila predvsem pomen hrane in vpliv zdravega prehranjevanja na boljše možnosti ozdravitve, takrat, ko nas prizadene huda bolezen, saj velik del življenjske energije pride ravno iz hrane. Z dobro in zdravo hrano lahko preprečujemo bolezni, zato pa je še toliko bolj pomembna v procesu zdravljenja. Zdrava prehrana je tista, ki nam omogoča kakovostno staranje, brez kroničnih obolenj ter normalno in dobro življenje. Poudarila je, da moramo poleg zdrave prehrane poskrbeti tudi za ustrezno in redno telesno dejavnost.
Ekipa mladih, ki sodeluje v pobudi evropske poslanke Mazej Kukovičeve Požen Evropo, je v zaključku predstavila še nekaj zanimivih podjetniških praks na področju pridelave zdrave hrane, kot so pridelano s srcem, kmetija Matic, podjetje Evrosat, oljarstvo Kocbek, ekokmetija Mlinar, zdrava juhica, Agropošta in Moja štacuna. Poslanka Zofija Mazej Kukovič pa jih je spodbudila z besedami: Mladi niste problem, ste del rešitve, samo aktivirajte se. V razpravi so s svojimi vprašanji in idejami sodelovali tudi številni udeleženci javne tribune. Za konec so se udeleženci strinjali z mislijo evropske poslanke, da še vedno živimo v čudoviti in zdravi deželi, da se moramo zavedati, kako je pomembno, da pojemo slovensko jagodo, da lahko pojemo doma pridelan česen in da ne gremo takoj k zdravniku, če imamo malo povišan pritisk. O pomenu prehrane za zdravje pa je potrebno ozaveščati tudi druge. Letijo ptice, ker zvon z vasice zvoni domov. In šeme glite se dvigajo, stezice pa